Nazaj in najlepša hvala, da ste ostali z nami. Zdaj pa k izraelski politiki. Na političnem prizorišču je nova stranka, alternativna desničarska stranka. Nekdanja težkokategornika Likuda, Gilad Erdan in Yuli Edelstein naj bi zasedla prvi 2 mesti. Uradna napoved bo podana v četrtek. Za zdaj stranko imenujejo Likud B. Zdaj je bilo veliko ugibanj, da naj bi nekdanji izraelski veleposlanik pri ZNN, ki je 3 desetletja preživel v Likudu in nekdanji predsednik parlamenta, bi ustanovila novo stranko. Še vedno pa ni jasno, kdo vse se jima bo pridružil. In prav zato imamo v studiu političnega analitika Gila Hoffmana. Torej, Likud B, kot ga trenutno imenujejo, Gilad Erdan, Yuli Edelstein, težkokategorniki Likuda že vrsto let. Ali Izrael potrebuje Likud B? Ali trenutno potrebuje še eno takšno stranko? To bomo kmalu izvedeli, Benita. Naj vas popeljem nazaj. Potem, ko je bila Golda Meir po Jomkipurski vojni ponovno izvoljena, je bila ustanovljena preiskovalna komisija. Enaka vrsta komisije, kot se ji Netanjahu obupano skuša izogniti po 7. oktobru. In odgovorna je bila ona in velik del njenega kabineta. Zato je bilo treba najti predsednika vlade, ki ni bil omadeževan. Koga so našli? Veleposlanika v Združenih državah. Yitzhak Rabin je postal predsednik vlade. In tukaj imamo Gilada Erdana, ki je bil od 7. oktobra v New Yorku pri OZN in je zato neomadeževan. In tako tisti, ki imajo poglede stranke Likud, ki verjamejo, da so bili prizadeti zaradi tega, kar se je zgodilo 7. oktobra. Prebivalci Kiryat Shmone na severu ter Sderota in Ofakima na jugu, zdaj imajo še eno likudovsko stranko, za katero lahko glasujejo. Ali vsaj tako bosta pravila Eitan in Yitzhak. Ampak Gil, ko se to politično okolje spreminja, ali lahko Netanjahujev blok ali nastajajoči opozicijski blok dosežeta tistih ključnih 61 sedežev s pomočjo tega morebitnega Likuda B? Kakšno je tvoje mnenje? To je odvisno od tega, ali lažejo. V redu, ker trenutno je Netanjahu zelo daleč od doseganja tistih 61 sedežev. In ta stranka, ki po anketah ne dobi nobenega sedeža in pri tem ne bi pomagala. ampak za Eisenkota dejansko bi mu pomagali priti tja in morda zmanjšali verjetnost, da bi se moral zanašati na Mansurja Abbasa, tudi če Mansur Abbas ustanovi nekak pol-cionistično stranko z Judi v njej. To bi bilo bolj sprejemljivo. Morda jih ne bi potrebovali, če bi stranka Jairja Dana in Edelsteina presegla prag in se jim pridružila. Ampak to ni tisto, kar pravijo, da bodo storili. Torej, spet je odvisno, ali lažejo. Kaj ti tvoji viri pravijo glede združitev in novincev, ki bodo prišli v bližnji prihodnosti, ko gledamo na to spreminjajočo se politično krajino? In to je odvisno, kako definiraš izraz v bližnji prihodnosti, Benita, ker je 7. september dan, ko je treba sezname oddati osrednji volilni komisiji v Knesetu. Do takrat ne verjemi preveč temu, kar bereš. Tam zunaj bo vseh vrst ugibanj. Ljudje morajo biti malo bolj potrpežljivi. Do tega je le še 1 mesec. In prav v zadnjem trenutku se vse odloči. Novinarji in politiki potrebujemo rok. Brez roka ne naredimo ničesar. No, ta rok se zagotovo približuje. Poglejmo si, kaj zagotovo vemo. In to je nekaj retorike, ki trenutno prihaja od voditeljev. Naftali Bennett obtožuje Benjamina Netanjahuja, da je opustil cilj poraza Hamasa. Obiskal je skupnost na meji. Pravi, da se je Hamas ponovno oborožil in znova začel kopati predore. In krivi Netanjahuja, da je, kot pravi sam, Katarcem dal ključe do Gaze. To je zagotovo precejšnja trditev. Kako vidite, da to vpliva na trenutne napetosti po celotnem političnem spektru? Bennett poskuša najti nišo, ki iz dneva v dan izginja, glede tega, koga predstavlja in kdo je njegova ciljna publika. Tako lahko napade Netanjahuja z desnice prek vprašanja Katarja. Ampak potem ga napade Gadi Eisenkot in mu reče, da ne bi smel napadati Katarja ali sprejemati odločitev o njih kot politični trik. To je treba narediti na resen način in potem Bennett ne more napasti Eisenkota, ker je zdaj vodja njegovega političnega bloka. Tako ima zvezane roke in bo naredil, kar lahko, vsaj napadu bo Netanjahuja glede vprašanja, o katerem v Izraelu vlada široko soglasje, da je Katar država, ki je omogočila umor naših otrok. Vsaj to lahko naredi.
Govorimo o javnih sporih, grdih izmenjavah med vodjama opozicije Avigdorjem Liebermanom in Jairjem Golanom, kjer je eden drugemu rekel, naj utihne. Želijo se pridružiti. Pravijo, da njihov argument dejansko pomaga Benjaminu Netanjahuju razbiti napetosti med različnimi frakcijami znotraj opozicijske skupine, medtem ko govorimo. Torej je bil v smislu tega bloka sprememb zagotoviti stranko za vse, ki sovražijo Netanjahuja, da lahko zanjo glasujejo. Imeti moraš desničarja, kot sta Bennett in Lieberman. Imeti moraš levičarja, kot je Jair Golan, in imeti moraš sredince, kot sta Eisenkot in takrat tudi Lapid. Tako je po eni strani logično, da bo desnica napadala levico in ti morda dala občutek, da si tam zastopan. Po drugi strani pa pri notranjih sporih znotraj bloka je to vedno grozno. In trenutno se vsi trudijo dobiti vsak glas, ki ga lahko, da bi bili videti legitimni pred rokom 7. septembra. Vsi igrajo svojo vlogo. Vse je igra, Benita. Ne glej igre preveč pozorno. Veš, mi smo tukaj samo gledalci. In prav zato te imamo tukaj, da nam pomagaš biti natančni opazovalci. Politična analitičarka Gil Hoffman, vedno cenimo tvoje spoznanja. Najlepša hvala, da si bila z nami v studiu. In še vedno pri volitvah Izraelska centralna volilna komisija je prepovedala delavcem na voliščih in opazovalcem strank, da bi političnim strankam sporočali, kdo je že glasoval na dan volitev. Zdaj, odločitev pravi, da dolgoletna praksa krši zasebnost volivcev in tajnost glasovanja. Stranke so prej uporabljale te informacije, da bi prepoznale podpornike, ki še niso oddali svojega glasu in jih spodbudile, naj gredo na volišča. Zdaj naj bi Likud in več zaveznikov iz koalicije razmišljali o pravnem izpodbijanju te odločitve. Resnično fascinantno. Za več vpogleda pa z veseljem pozdravljamo profesorja Mihaela Bernhaka, profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Tel Avivu in akademskega direktorja Klinike za zasebnost na Univerzi v Tel Avivu. Profesor, najlepša hvala za vaš čas. Torej je volilna komisija prepovedala delavcem na voliščih, da bi strankam povedali, kdo je volil. Bili ste vključeni v ta primer. Povejte nam, kakšen pomen ima ta odločitev in kakšni so vaši vpogledi. Prav, torej, dober večer, Benita, vesel sem, da sem tukaj. Res to temo, veste, sem spoznal pred več leti oziroma mnogimi leti, ko sem prvič volil. Ko vstopiš na volišče, ki je običajno v šolski učilnici, izročiš osebno izkaznico in na glas preberejo tvoje ime. In predsednik komisije, ali kakorkoli ga že imenujejo, preveri, da si res ti in ne nekdo, ki se pretvarja, da je nekdo drug, ter da še nisi že glasoval. Z drugimi besedami, identiteta se pregleda in preveri za zagotovitev pravilnosti postopka. Zdaj, kar se je zgodilo skozi leta, je to, da so tudi drugi člani komisije, ki so politični predstavniki strank, te podatke uporabljali in jih v realnem času prenašali svojim strankam z različnimi aplikacijami. Likud, Ješ Atid in druge stranke. In te podatke so, kot ste omenili, za učinkovitejše upravljanje volilnega dne ali pa, po mojem mnenju, za kršenje njihove zasebnosti. Naše zasebnosti, vaše zasebnosti, moje zasebnosti, zasebnosti vseh. Nobena stranka nima pravice vedeti, ali sem volil ali ne. Seveda jih to zelo zanima, ampak to ni njihova stvar, to je moja stvar. Če želim, bom to informacijo delil. In če jo želim obdržati zase, naj tako tudi ostane. Torej, naj bi Likud in zavezniki v koaliciji razmišljali o izpodbijanju te odločitve na sodišču. Glede na to, kar pravite, kako bi odgovorili na njihov argument, da ta odločitev pomeni ciljno izločanje desnice? Uporabljali so posebne aplikacije, da bi videli, kateri njihovi podporniki, volivci in kateri potrebujejo spodbudo ali opomin, da pridajo na volišče. Kakšen je vaš odziv na to? Ja, no, veste... Sodba ne omenja nobene določene stranke. Velja za vse. Velja za koalicijo in opozicijo, stranke Ješ, Atid in tak dalje, ki so v preteklosti uporabljale volilne, zmagovalne in druge podobne aplikacije. Zdaj že želi stranka kršiti zakon in posegati v našo zasebnost,
potem veste, razumem, zakaj jim odločitev ni všeč. Ampak odločitev sodnika je zelo jasna. To je zakon. Čeprav je praksa že kar nekaj časa takšna, kot smo jo prej opisali, to je nezakonito in bi se moralo takoj ustaviti. Torej ni usmerjeno proti nobeni določeni stranki. Gre za ukrepanje proti nezakonitim praksam ter njihovo prepovedovanje, da bi omogočili svobodne volitve. Nekateri ljudje so odvrnjeni, ko jih spremljajo, nadzorujejo. Nekateri med njimi morda ne bodo glasovali. Nekateri pa bodo glasovali, čeprav si tega v resnici ne želijo, iz kakršnega koli razloga. In ta razsodba, mislim, da je čudovita razsodba, daje prednost naši ustavni pravici do zasebnosti pred političnimi interesi katerekoli stranke. Počakajmo, da vidimo, kako se bo vse skupaj odvilo. Seveda so svobodne in poštene volitve brez nepravilnosti izjemno pomembne in so bistveni del prave demokracije. Najlepša hvala, profesor Michael Byrne. V živo iz Tel Aviva cenim vaš čas. Hvala lepa. Najlepša hvala. Lep večer.